Zdravo, mi smo Raj in poslušate Radio Aktivno. See the stars, time moves slow, yet I'm the one that's falling from Earth. I see the space and feel a void, and I wonder what lies beyond. Feeling strange, not myself. My mind is cold, can't find a thread. The daydream fades, facade breaks down, and people ask what's going on. Feeling cold, wanting more, don't know why, but it's there and waiting. Ambition sings a soothing tone, playing over the same old song. I don't wanna be, I wanna see when everybody's heading for the ground. I don't wanna be, I wanna feel a dread it flicks with there's no sound. I don't wanna know what's down below if all it preaches is that there's something more. Can I find a way now? Why not break to escape the lure of the path I made? Father, tell me, what is the meaning of this madness we call life? Son, you're crazy, never ask me questions about when the lights go out. You were there, if only a minute in the afterlife was shown. I saw it in his eyes, absolutely nothing. Voices crying out without a doubt, they all want something to do to protect the light. Some things cannot change, how bad, how strange the good get past still stays the same. When our tears run out, when people shout and chaos burns inside, where will we go? When you go to sleep
starts to pull me in the depths of thoughts that always surface when the mirror speaks its mind. Every time they show up I forget to breathe, and then I notice my reflection looking back. The simple line we have to tell ourselves is it all has meaning, it must have meaning. No matter where I turn again I look away. The truth is simple, everything fades away. If all I'm meant to be is a drop inside the sea of people wanting to be more, if fate then wills it so, I guess I'll have to go and seek out my own reason why. Don't make it painful, we just wanted to be free and make them all believe the kid that cried out dreamed of more than they could know. So don't feel alone out here. Long are gone the days of song, the days when we would play and sing for no one else but ourselves, our loved ones, and the simplest times are gone. So don't make it painful, we just wanted to be free and make them all believe the kid that cried out dreamed of more than even they could know. The fire's gone, the night grows darker, time rewinds to the place it all began. Maybe there's no despair, and we can find the peace we're searching for.
trudging through the maze and hoping one day we'll reach the edge to come so far, barely taste the stars and go again, falling back to earth for what it's worth to stand alone against it all. The game is rigged, the player said the deal's been dealt and on we go. So we're all I'm meant to be. It's a drop inside the sea of people wanting to be more. If faith and will's a toll, I guess I'll have to go and seek out my own reason why. And all that I've become, all that I've been told, the place I once called home means nothing anymore. But I'm still looking back, hoping I could find something to hold on to bring my dreams to life. You tell me to seize the moments and again to seize your days, to never be afraid of making your mistakes. I'll take your hand, but know that I'm so scared of turning back. Look it in the eye, find your faith and seek out the reason for this life. Reason je bila slišana skladba skupine Rai z albuma Reason, Vanja, Tomaž in Maj. Lepo zdrav, da je Radioaktivno. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Žuja. Spoznali smo vas letos na EMI. Ja, bila je prelepa izkušnja. Imam občutek, da je bil že leta nazaj sam dogodek, ampak no ja, prvi album, cajt hitro mineva. Frederika ste pokopali ali še vedno živi? No, v duhu pa vedno z nami ta Frederika, ne? Zdaj, ali sploh kdaj obstajal, ali mrtev je živ, to so pa še vprašanja, ki tudi mi ne vemo odgovorov. Glede na to, da imaš črno majico, vidim, da si bil na pogrebu. Ja, vsak dan je pogreb zame. Če bi gledali video spot, verjetno ni šel on na pogreb. Gledali tisti prizor z lopato, pa to ne. Ne vemo točno, no. Zdaj, kaj se je s Frederikom zgodilo. Pokopanje 100%, no. To drži. Zdaj, a je kaj sploh v luknji, ali je bila samo prazna črna vreča, pa vemo samo tisti, ki smo bili prisotni na tem pogrebu. Ni tako, da če se podrobno spustimo v zgodbe našega benda, prav celotno ime Frederika se da ugotoviti, ni tako temu. Ja, to lahko za tiste, ki imate malo bolj nadebudno oko. V spotu za nov single Cinema je en manjši easter egg o Frederiku. To pomeni jajce velike noči. Ja, sploh ne vem, imamo v slovenščini izraz za to, v bistvu tako en mali namig glede ničesa. Ne vem, to je tak gamerski izraz mogoče. No, ne bom se skle svojo angliščino šverco preč. Igričarski, tako. Ki malo več razkrije o samem imenu Frederika. Primek se najde noter in iz primka lahko malo razberete, pogooglate, iz kje smo originalno dobili inspiracijo za to ime. Wow. Ni pa Frederika na albumu. Ni pa Frederika na albumu, bo pa na drugem. To se pravi, to je sam ta prvi album, kjer smo res hoteli dokončati še ta prve 4, ta prva 2 singla, ki smo jih izdali, sta na tem albumu, pa še vedno ta Cinema kot tretji in pol še 2 čist nova komada. Na drugem albumu bo pa samo Frederik znan obraz, vsi ostali bodo pa spet novejši. Glede na to, da je zunaj album, bi se lahko rekli, da ste v raju? Skoraj. Koliko še manjka do njega? Še ta druga polovica albuma. Oziroma še 8. 9. avgust, da jaz posnamem bobne, pa grem lahko v raj. Do takrat so pa še vice. Kjer ste trenutno? To tako, v sferi vadbe, vježbanja in nesigurnosti, a bo šlo na dan ali ne. Bobnar je kriv za to, da še ni drugega dela albuma. Pa Bobnar je vedno najbolj vestni člani benda. Ne, ni Bobnar kriv, ne. Tako sem razumel. A res? Da še samo tebe čakajo. Ne, sam z mano se začne, pa naprej. Ja. Samo še lahko svojo odsnemam, pol sem lahko res pomirjen in vesel in uživam v sadovih našega dela.
Jaz bom rekel, da je Bobnar kriv, vedno. Ne, zabaven je ta proces, zato ker Maj je, se pravi, naš Bobnar, videli ste ga na Emi, in z njem se zares vse skupaj začne in seveda jaz ga vedno v studiu spremljam z nadebudnim očesom kot en očka, ki gleda sinu v domačo nalogo. Ampak ne, ful, mislim, na tem albumu se je odlično izkazal in res uživam v tem procesu in bobni so wow, tudi producent je rekel wow in za drugi album pričakujem, da bo še bolj wow. In če se stavimo še pri imenu zasedbe, Raj, umetna inteligenca, vse skupaj, če samo pišem Raj, razlaga na več načinov. Kako pa vi razlagate ime? V bistvu, jaz niti še nisem bil član tega benda, ko se je izbral ime, ampak sem ga takoj posvojil, no? Tako da nisem imel nikoli problema z imenom. Je pa v bistvu Rok, mogoče mi ti lahko pomagaš. V bistvu je zelo zanimivo, ker prvi slišim povezavo z AI, ampak to mi je všeč, da vsak neko svojo navezo najde. In pri Frederiku je bilo tako, in pri temu imenu, vsak ima neko svojo razlago in ful mi je zabavno, vsakeč, ko slišim neko novo spoznanje kot nek svoj, za razliko od svojega originalnega pomena. No? AI. Kaj ima Raj za AI? Definitivno je par lirikov. Par besedil nam je AI definitivno malo pomagal. Minimalno seveda. AI, ja, ne vem, ti se ukvarjaš s programerstvom. AI, zaenkrat se ga še nismo posluževali, no? So pa odprte možnosti, ker res tehnologija ful hitro napreduje, tako da tudi na področju glasbe. Mislim, bolj opazno zaenkrat je na področju slik pa video, to smo vsi nekako videli, pa na področju teksta, ampak na področju glasbe pa mogoče ni toliko znano, ampak tudi zelo napreduje. V bistvu vsaj jaz se še nisem spustil v to zajčjo luknjo, ampak mogoče ne tako, da pač AI prepustiš, da ti pač vse, da ti izdela končni produkt, ampak da ti pomaga pri kakšnih tehničnih stvarih. Jaz sem ga vprašal kopilota, kaj pomeni Raj, in mi odgovori, da je to Radio Televisione Italiana, potem da je to radioaktivni jod, mogoče se misli v to, sicer to za zdravljenje, potem mogoče imam celo v misli kakšnega glasbenika z imenom Raj ali pa krajevno ime na Tajskem. Ta druga je ta prava. Jod. Ja. Radioaktivni jod. Tako. To je tudi meni najbolj. Wow. Ja, sploh nisem pa mislil, da bi lahko to... Nobena ni v resnici izvor imena, ne? Vse so izvor imena. Vse so izvor imena. Zmagovalci pišejo zgodovino in občinstvo je zmagovalec pri naših koncertih. Zanimivo. Ja, ne bi si predstavljal. Razen to za italijansko televizijo, ja, to sem slišal. Resnicno, če se nehamo hecati, kako je res do imena prišlo, pač Vanja, pa jaz sem imela tako rada, da je hotel ponoviti band Maj. Sam je rekel, da pač žal bo to malo čudno izgledali, ne pol spremenil črko v R in je zdaj Raj. Tako da, če smo čisto iskreni. Torej, Raj kot paradiž, samo zapisano malo bolj mednarodno. Mogoče kaj tazga, ja. Se ne strinjaš? Se strinjam, ja. To je uradna, kratka razlaga. Pogovor smo pričeli z nedaljšo skladbo z albuma Reason, dolgo kar 13 minut, ko pa sem poslušal, potem imam občutek, da je razdeljeno na več delov. Ja, se težko po moje napišeš 13-minutno skladbo brez da... Če nisi Pink Floyd, seveda. Pa tudi pri Pink Floydu, po moje. Razen, če poslušaš neko konkretno simfonijo, kjer se nič ne ponovi, pa vse samo potuje iz dela v del, pa tudi takrat so pač neki deli, ki jih lahko ponovadi definiraš. Ne? Ampak ja, 13-minutni komad, wow. Ni prvi tak daljši komad, dva predtem sem že ustvaril. Bi pa rekel, da je po moje še najboljši od teh 3 hipov, ki sem jih delal do zdaj. Definitivno je bil tudi za nas en tak velik izziv, ker je pa prvi naš kolektiven, tak epski komad. No. Ni zgrajen iz nekih... Medtem, ko bi za prejšnje lahko rekel, da je tako mogoče, da smo malo zvenijo, da si 2 komada skupaj dal, je ta res originalno samo ena konkretna ideja, ki se samo v malo drugačnih oblikah ponavlja. To se pravi, akordi so več ali manj isti, skoraj da cel cajt ni nekih bistvenih sprememb. Samo na tak drugačen stil, malo drugačen BPM, kakšen ritmični zapis je malo drugačen. Ampak ideja je od začetka do konca ista, povezana. Je pa pač seveda, mislim, potovanja, ne, cel komad. Zelo zanimivo, kako je rekel, kakšen BPM malo drugačen, kakšen ritmični zapis malo drugačen, nič hujšga. Ista ideja čez cel komad, komad je v istem duhu, v istih čustvih narejen. Kakšna minimalna sprememba v ritmu to. No, ko smo to snemali, pa to je bilo kar zalogaj, no, tehnični, pa to je bilo veliko različnih tempov, ritmov in to in super komad seveda, ampak ja.
lepo ista ideja, kot si rekel. No. Sam ja. Koliko ima različnih BPM-ov, pa tega smo to kje ugotavljali? Mislim, da je producent pogruntil, da jih je 9 sprememb BPM-a, za ritmičnih sprememb pa po mojem, da še jaz ne vem, ker nisem štev. Bilo tonov v tisočih ali stotih ali tako nekako. Ne. To mu program zračuna tam direktno. Ne. Tonov je preveč, no. Preveč. Razporejenih čez inštrumente je definitivno veliko tonov, tako da, kot bi grof v Amadeusu rekel, too many notes, your grace. Ja, no, ampak je 5 let je trajalo, da smo ga spravili na plano, no. Ratal nam je, koliko je pa dober, boste pa vi povedali. Druga, ki jo bomo spustili, oziroma v drugi bodo padli kipi. Padli kipi, se že padajo kipi. Kje ne padajo kipi? Na katerem kontinentu je zares? Severni Ameriki. Severni Ameriki. Samo v Severni Ameriki so kipi varni. Nisem ravno v to prepričan. Ne za dolgo, ja. Tam so kipom šteti dnevi. Tam bi še tudi kakšno goro porušili, da bi lahko oklesali svoj kip. Za nek severnoameriški koncept, ja. Statues Fall, ja. To je še ena vanjina iznajdba. Pomo isto gre v čas rahlo pred nastankom Ride Cook Reason, no to so eni komadi, ki so se mečkan dlje časa pripravljali, da so zdaj nastali. Lahko jaz kot bobnar potrdim, da gre pri tem komadu za mečkan manjše število sprememb tempa in ritmov, še zmeraj pa se spremenijo, no, leti. Pa tudi komad je za pol krajši, tako da malo bolj prebavljiv za mogoče povprečno publiko, ampak še vsem je trd, težek in tudi vsebinsko je kar globok, bi rekel. As statues fall, and people crawl over crumbles of everything they've dreamed and worked and loved and lived for. As statues fall, and people cough all the blood of the ones they deem to hate, and they never realize they're the same. Memories shape the way to move on. For those to still belong in this story that couldn't let them go. Tell me then, go ahead, explain it all to me. How do you justify it all? What do you say when the trauma starts to bleed into the happy times with all the crimes, pictures, moments, flashbacks of it all? Look into their eyes and sing them the same old song. Why their parents aren't coming home tonight. As
As statues fall, and people crawl over crumbles of everything they've dreamed and worked and loved and lived for. As statues fall, and people call for the blood of the ones we deem to hate, and they never realize they're the same. Just fall. We let the statues fall. Skupina Raj z mano vdaje radioaktivno, Vanja, Tomaž in Majso v moji družbi. Progresivna rock metal skupina ste označeni, drži to, pa kaj to pomeni? Ja, se gibljamo nekje med rockom in metalom, mogoče samo malo tako, malo pomolimo en palec v metal zaenkrat, zato ker, ne vem, mogoče niti ni. Se v bistvu večina v bendu nas, ali pa nekako pol v bendu nas posluša, pol metal, pol bolj rock, se mi zdi. Disko iz 90-ih se ne uvide, ne, elektronika. Elektronika, ja, to smo vsi fani, no, nismo vsi fani, slejko prej bomo vsi fani. Ja, ne vem, zaenkrat smo bolj, pa rock voda so mogoče malo bolj tako tudi varne stališča, pač publike, no, mogoče malo več. Pa odvisno, kako gledaš tudi, mislim, zvenimo zelo metalsko drugače po produkciji, ne. Ja. Pa tudi rifi so načeloma kar metalski, jaz bi rekel, da smo čist metal zadost, zdaj ne pa zdaj nek ekstremen metal, ker gre metal lahko i tako hude ekstreme, to sigurno ne, ampak bi rekel, da ta plata z izjemo mogoče Cinema je malo bliže metalu, kar rocku v nekem takem vzmernih vodah, no, metala. Moje mnenje, tudi produkcija je taka. Meni je ful zabavno to poslušati, ker vem, kakšno muziko vi da poslušate in vem, kaj ti smatraš kot nek normalen metal, pa da je on pač nek malo bolj vse širši poznavalec. In ja, po mojem, da po tvojih kriterijih res ne ustrezamo kakšnim metalskim. Za hud metal se mora v komadih več klaviatur slišati, ne? Zakaj se spevajo? Zato, ker smo imeli kar dogodivščine s temi klaviaturami, no? Ampak na koncu so izpadle super, to da. Ja. Pomeni, da se radi igrate z različnimi žanri, pa jih prepletate. Ja, vse, kar radi igramo. Ja. Kaj smo imeli do zdaj, kako bi Cinema, pa v bistvu Cinema, pa Frederik, no te dve pesmi Cinema je v tem albumu, Frederik je bo na Emi, pa bo v naslednjem, sta taka mogoče najbolj ven štrlita žanrsko, sta najbolj tako eksperimentalna, najbolj ven iz teh rock metal vod. Ostali komadi so pa nekje v rock metal vodah zaenkrat, ampak se tudi vmes kakšen part pride, ki je malo čist neki mem. Tako da, to, kaj bi rekel, da poberamo to iz naših idolov, pač kakšni pač bendi, kot so, ne vem, Dream Theater, itd., ki se tudi igrajo pač veliko žanri, no. Tako se mi zdi, da, pač meni se zdi, da to ful zanimivo, tako pač da
da imaš tako lepo presenečenje v komadu, a ne? Pač za poslušalca, da te nekaj čisto, nekaj te šokira. Kako dolgo ste skupaj? V bistvu izdaja albuma zaznamuje prvo leto obratovanja. To se pravi 30.6.24, vsaj jaz nekako smatram kot naš začetek, ker takrat smo izdali prvi single, ki se tudi pojavil na tem albumu Stay Awake. Zato, ker prej, kako smo se še zbirali takrat, tudi na čist na začetku smo bili v bistvu samo 3. Tako da pol, ko smo se dejansko vsi šele formirali, je tudi trajalo tako še ene 5 mesecev zares, da smo Tomaža na klaviaturah dobili, klej smo imeli kar težav s klaviaturami, no. Dokaj nismo nekaj dobili. Ne da disam kogarkoli, ki je bil pred njim, ampak takrat je bila zasedba končno enkrat popolna, no. To, da zdaj pač čisto odvisno, kdo zdaj gleda na to, ampak jaz osebno rečem 30.6.24, naš začetek. Še srečo, da imam danes zraven klaviaturista, da lahko pove, kako vključen člen je. Ja, težko, mislim, dejstvo je, da je težko v tem žanru, pač klaviature so tako, se morajo boriti včasih za svoj obstoj, ne. Bolj kot bobne. Definitivno bolj kot bobni, ja. Pa bolj kot kitare. Ampak imamo tudi, recimo na tem albumu je zelo očiten primer, ta komad Cinema, to je ta zadnji komad, ki je baziran na klavirju in se tudi, tak je bil tudi snemalni postopek, da se najprej posnel, v bistvu kaj, najprej so bili bobni, ne? Ja, še vedno bobni kot podlaga najprej, pa klavir pa vokal hkrati nekako pred kitarami, to je bistveno, potem so se kitare malo bolj Tako komad ti je všeč, Tomaž. Ja, Ta princip ti je všeč, Tomaž. Ta princip mi je všeč, upam, da se ga bomo še kdaj poslužili. Pa tudi lažje je dejansko za tisti inštrument, ki je prvi, se mora manj prilagajati ostalim, je lažje snemati. Pa kitare ven letijo pa to. Ja. Se strinjam, da boš. Boljše kitare ven letijo kot klavire. Nobenega kitarista ni prisotnega v prostoru, tako da smo lahko res iskreni danes. Sedaj vas je 6, v zasedbi 3 ste tu, 3 še manjkajo. Ja, 3 smo tu, 3 pa so delčo tukaj v bistvu. V bistvu Urban je še tudi iz Ljubljane, no? Drugi smo pa bolj outsourcali, no? Mislim, geografsko smo razpršeni, no? En kitarist je na Škotskem, tam študira v bistvu in pol je, mislim, trenutno je sicer v Ljubljani, ampak je bolj poredko se to zgodi. Pa je pa še en kitarist, ki je pa iz Nove Gorice oziroma okolice in tudi, ko imamo redne vaje, se kolega pripelje koliko dobro urco vožnje ima plus in zagnano se pač vsakič pelje sem nazaj, tako da svakamo čast. Tako da v bistvu smo vsi malo tako lahko razpršeni, no, po Sloveniji in širše. In če še te inštrumente poveže z imene? Torej, škotski kitarist je Mile Vrbica, novogoriški kitarist je Filip Furlani, na basu iz ljubljanske Šiške Urban Žiberna, mi 3 smo pa tukaj, že poznate. Pa tudi že vem, kdo je kdo, s katerim inštrumentom, razen ne vem, kaj Vanja dela, razen da poje. To pa noben ne ve. Dobro vprašanje, mi morate povedati naslednjič, ko bom na odru. Ja, lih kitaristi so se nam izneverali za danes. Ne, sej, en je bil na šihtu, en je na drugi strani Slovenije, pa ga noma vlekla sem. En se nam je pa izneveril. Tako je. 3, royalty. Royalty, to je pa... To je nekaj, kar zaenkrat še ne dobivamo. Actually... Pričakujete? V upanju, ja. Od Fredrika smo še največ royalty dobili do zdaj. Ampak sej, ja, fair enough. Ne, nekaj malega v samem komadu royalty je ta drug single, ki smo ga izdali. Ta je skoraj šel na emo. Ta je bil contender za Fredrikom. Edini razlog, zakaj royalty takrat nismo poslali, je bil zato, ker je pač predolg, 4 minute, pa smo ga probavali krajšati, pod 3, ni nekako šlo in pa se je lih tam nekje Fredrik pojavil, pa smo bili ok, bomo še naprej to probavali skrajšati, ali bomo Fredrika šli posneti. Pa smo Fredrika šli posneti in ostalo je preteklost. Ampak royalty je definitivno najbolj tak komercialno, malo bolj pop komad na albumu, zelo melodičen, zelo malo bolj tak, tudi malo bolj pop tematika, neko strto srce, malo več besedila, ampak zelo poslušljiv, še vedno zanimiv za mainstream in za malo bolj selektivna ušesa. Pa tu je še vrhunski prikaz vanjinega falseta. Falset vsak refren gre tako gor lepo v falsetu in zelo lepo poveže celoto komada.
can't seem to understand. The frame is all messed up and the canvas seems to be bleeding. Please try to talk to me and explain your words again. The paint you use disturb me. The colors pale to shades of black. The grief, the pain and anguish. Not a single tear won't bring you back. A bad judge of heart and feelings and a thief do not belong. All I ever wanted for you to breathe life into your ideas and hope. The things that everybody saw and the broken heart that mended all your wounds was giving away. Tell me why you sold me out to be with royals for better things, a better life. Live a world of broken morals. Couldn't stand to see the world traded gray for black and white. No matter which filter you put on, your life will never be a pretty sight. A lonely liar singing lullabies for people like you to sleep through the night. Tell me, how many jewels does it take? How big a crown to cover your mistakes? How much more pain to cover up? How many strokes to blame it all on everyone but yourself? Tell me why you sold me out to be with royals for better things, a better life. Live a world of broken morals and abandon me. You abandoned us all. How many days and nights have we left so many days, so many nights. How could you just disappear? I don't know how and don't know why. I still wish that you were here. Rise Mano, da je radioaktivno, Risen je album, ki ga vrtimo. 5 skladb ste zaokrožili v celoto. Tako, samo 5. Ampak dolžinsko smo čez pol ure in v bistvu deluje več kot 5 komadov. Ne? Sami Ste bistveno daljši od EP-ja. Ja. A je to EP ali... Jaz sem to zmeraj smatral kot polovica dvojnega albuma. Risen and ta drug pa še ne vemo, ne povemo, ne vem. Sem skoraj kaj povedal. Ja? Mene tako zraven nakazuje, povej, just hype it, ne, povej. Ja, pa tudi kaj našeškam doma, da bi kaj... Risen and Heart. Tako, dva nasprotna pola istega karakterja, bi se lahko reklo tako. In to je Risen in je prva polovica in zato je samo 5. S tem jaz to prefečujem nizko število komadov na te plati. Ampak v drugi je pa tudi 5. Tako da skupaj je 10. Že skoraj soliden album. Po minutaži bo potem dober album, ker bo verjetno ura. Dobra ura bi potrditi, ja. Ura. Ker bo tudi en EP, če ne dva daljša komada. Ne vem, jaz načeloma vse, kar je čez 10 minut smatram kot EP, ampak ene direkt pod 10, tako 8,5. Ja. Sam tega ne bi rekel, da je EP, a je?
Verjetno je na albumu prostor zgolj za en ep, pa bo pol ga vzel tisti, ki je koliko 11-12 minut. Ne? Tomaž, mislim, da je čas, da ti postrežeš s konkretnimi informacijami, ker on se bo kmalu skregala. Ja, ta najdaljši je zdaj ta Reason, no, ki je zdaj na temo albuma. Ampak ja, do tega še nismo prišli. Ampak ja, itak, pač se strinjam, vse, kar je nad 10 minut. Vse, kar je nad 4 minute, je že, pač, je že podaljšan komad. No. Ja, danes je vse, kar je več kot 2 minuti, že je zelo dolga skladba. Vse, kar je pa nad pol minute, že pač presega našo koncentracijo. Kako ustvarjate, kako si delite avtorstvo skupaj ali vsak zase? Je rahel monopol zaenkrat, večino skladateljevanja, doprinesevanja seveda, pa ostali pomagamo čim več, kar se da in koliko nam le on dopušča. To je zaenkrat do zdaj bil nek tak status quo, da sem jaz prinesel že skoraj da zaključeno idejo, pa so ostali doprinesli še ful enega srca v to in vsak pogledal svoj inštrument, malo bolj podrobno gledati in izboljšal vse, kar se je dal. Ampak računam, da zdaj, ko smo dejansko sestav do dobro spravili skup, pa ko bomo imeli malo več časa, pa nove ideje, da se jih bomo že od korenin naprej že malo bolj skupaj lotili vsega, no? To, da ne bo ta monopol veljal zavedno. V upanju, no? Bomo pa videli. Potem so tudi besedila tvoje delo? Tudi večinsko. Imel sem nekaj pomoči od svoje drage menedžerke. Sploh Stay Awake je, bi lahko rekel, kot njen brainchild in ful pomaga, če imaš nekoga tam zraven, v katerega lahko mečeš žogico idej in ti pomaga z nasveti ali z linijami in tako naprej. Dobesedno, ne? To je dobesedno, ja. Tebe ne vsak drug dan. Ne, hej. Se nekaj. Ja, ima veliko črnih očes. Ono se samo nedolžno smeji. Nasproti mize nas nadebudno opazuje, da ne bomo rekli kaj narobe. Ampak ja, besedila so, jaz bi rekel, zame najtežji del. Največ nekih nelagodnih misli moram v besedila posvečati, da dejansko pridem do kakšne ideje, zato mi je ful fajn imeti še nekoga. No. Ampak glasba med flowa relativno zlahka, medtem ko besedila so pa proces. Sploh slovenska besedila. In sem se trudil in sem probaval leta in leta in ne bo mi ratal. Ne. Pač enostavno, mislim, vsaka linija, ko sem jo spravil, ne vem, kako to mi je vratano. Ne vem, kako komorkoli, mislim, toliko lepa besedila spisati, kad ti slišaš, mislim, umetnost. Tako da, klanjam se temu. Ampak besedila, ki so nam uspela, so pa načeloma kar v redu. If I do say so myself. Album je zunaj samo v digitalni različici ali tudi fizični nosilec? Samo v digitalni. Smo razmišljali tudi o fizični obliki, ampak ne vem, zaenkrat pač smo v digitalni dobi, kaj pa vem. Mogoče, ko bomo malo bolj znani, malo bolj, ne vem. Ko bo 50. obletnica benda, pride vinilka 100%. Ja. In to z pobarvano ploščo. V modrem odtenku, kot je naslovnica. Tako, za ta prvo polovico plate. Ta druga je pa druga barva. Kakšne? Ja, hard se imenuje, tako da verjetno, ne vem, vijolična. Rdeča. Potem je glasba na vseh streaming platformah? Ja, na teh glavnih, ja. YouTube, Spotify, pa na socialnih omrežjih. Posod je. Tudi v babičini kleti. Je že kaj odzivov na album? Na Cinema so bili zelo pozitivni vtisi. Za album me je v bistvu presenetil. Jaz sem mislil, da z emo, da bo nekako več prometa tako naravno prišel noter. Ker do zdaj je bilo vedno, si mogel veliko oglašvati, veliko ljudem pisati, da si dobil neke rezultate. In načeloma še vedno velja. Ampak zelo sem konflikted glede samih albumov. Zadnje čase se mi zdi, da albumi nasploh niso več to, kar so bili. Mislim, se to smo vedeli že nekako 10 let nazaj, no, ampak sem mislil, da zdaj v letu 25-26, ko imamo že te probleme z tem attention spanom, da se bomo počasi probali vrniti k tej obliki. Ampak ne, mislim, da gre samo še bolj v ta 2-minutni ekstrem. In bomo videli, no, kakšna bo smer za po temu dvojcu. A bomo še naprej albume pumpali, ali bodo singli tudi naš repertoar prevzeli. Kot bomo sam še refrene vendajali. Najbolj. Pa polovica refrena, da nam predolgovi že 15 sekund kot TikTok, da zagrab, tist bomo izdali in to bo akcija.
Mislim, Maj, da si povedal odličen recept. Jaz tudi mislim, tako da ne kopirati za nami, prosim. Potem si predstavljal naslednji album, vse 60 skladb po 30 sekund. Ja, se nabere pa na koncu. Ja, tako da prosim, Ormož, pejte na YouTube pa gledajte. Klikite ta link pa to. Ja, mislim, da drugač na EMI ni spodne meje za dolžino komada. Ne? Ne. Tako da bi lahko uspel s 15-sekundnim komadom. Moj bi bili refreshingly new, bi bilo zanimivo. Ker bi lahko cel naš komad bil v unem več odseku, ki ga pol ponavljajo na koncu. Bi bil celoten komad. In to bi po moje ljudi se dotaknili na drugačen način še. Ja, tako je nekaj 10 glasov več pri televotingu. Vsaj. Ko ste menili emo, je bila to promocija za vas kot novince? Ja, definitivno. Mislim, nije bilo boljše promocije, kot to, da smo prišli gor pa odigrali nekaj. Ne? Mislim, da smo imeli zelo uspešen koncert. Tudi relativno v redu smo se odrezali v uvrstitvi. To, da nimam kaj za reči. To je to. Predzadnja, Stay Awake. Stay Awake je dober komad, drugače. Ta komad je mene osebno prepričal, ko sem nekako, ker sva brata z Vanjo, sem nekako spremljal že od začetka. Čeprav se nisem takoj ta prvo sekundo pridružil bendu, sem malo najprej spremljal njegovo formacijo benda pa to, pa komade. Ampak ko so ta dva, ko sem slišal Stay Awake, je bil res hud komad mi je bil, tako. Pa se mi je zdel, wow, to pa zdaj. Ker Vanja imel že prej več projektov, so bili bolj tako v rockerskih vodah, pa tako vse bilo dobro, ampak ni bilo tako glih nekako zame. Tako da ta komad je bil zame tak pomemben komad. No, ja. Pa dober je. Imaš pol ti je ta komad všeč ali ti ni všeč? Všeč mi je, no? Čeprav ni to klaviralo, kad bi mogli biti. Ampak je pa huda kitara, tako da. Pa bobni so pa itak hudi v vsakem komadu, tako da to itak. Ja, se strinjam. Kaj rečem? Vsaki skladbi si pohvaljen, Maj. A sem res? Ja. Predvsem, da sem v tej pohvaljanju pa sploh zanimivo. Ja. Ampak ja, meni je všeč komad, zanimiv, še celo zadost metalski je, da Tomaža prepriča, prej očitno niso bili. Kaj ne rečem, ja, pa zelo veliko dvojnega basa v tem komadu. Tudi novost, zame mogoče. Projections, reflections of the pictures flying by, so out of grasp. When I sleep, there's something there to stay or not to stay awake when nothing compares. Each time I focus and I try, I cannot help but wonder why reality is such a scheme. It's so much better when I dream. Each time I close my eyes, I wake. There's nothing for me here but waste. The world inside is so ideal. Why go back to something real? I built and torn down. I made my own crown. I saw the births and ends of men. Behind those bright blue eyes, there lies a world inside that imagined where it all began. Each time I close my eyes, a feeling stirs inside, the shadows resting on that night. Each time I focus and I try, I cannot help but wonder why reality is such a scheme. It's so much better when I dream. Each time I close my eyes, I wake. There's nothing for me here but waste. The world inside is so
Each time I focus and I try, I cannot help but wonder why reality is such a scheme. It's so much better when I dream. Each time I close my eyes, I wake. There's nothing for me here. A waste the world inside is so ideal. Why go back to something real? Stay Awake in skupina Raj z albumom Reason v oddaji Radioaktivna. Vidim, da imate lepo naslovnico v modrih odtenkih. Dejansko zaobjamajo vse naslove, ki jih imate na albumu. V bistvu, ja, je bila to ideja, da vsi predmeti, ki se pojavijo gor, da nekako vsak predstavlja malo svoj album, svoj komad, joj, hvala. In joj, ta naslovnica je bila tudi samo potovanje, ampak na koncu mi je ratal, kar nam je ratal. Ampak tudi nismo vedeli, kako jo bomo poimenovali na začetku. Jaz sem bil ful v dvomih, a bi jo poimenoval Mind ali Reason. Mind and Heart je bila originalna ideja kot ta skupek, ampak pol Mind sam po sebi ni zvenel dovolj zanimiv. Hkrati pa sem se nekako hotel, oddaliti od tega, da poimenuješ album po enem iz komadov. Zdaj si v težavi. Ker te moraš še en komad v drugem albumu napisati, ki se bo Heart imenoval. Temu sem se hotel izogniti. Si že postavil problem, tako da nimaš druge zdaj. Ljudje se bodo sprašvali, kje je zdaj Heart, kaj je Heart to. Veš, boš šli čas na CD-ju, ki si imel komade, pa si pa imel še skrit komad na koncu, ki ni bil napisan gor. To bojo iskali in bojo ponoreli bojo, tako da. Čisto bodo zmedeni. Se mi zdi, tako da bo treba še enega napisati do takrat. Lej, se grem Frederiku pogrezant v grob. Da mi do takrat rata še en komad spisati. Celo 15 sekund. Ampak kot vidim, se borite z mlini na veter. Ja, vedno. To pa glasbeniki danes, po moje, nimaš druge. Ti ne preostane druge, kot da se malo boriš z mlinom na veter. Če sem ta pravo prispodobo uporabil, se ne vem. A se ni z mlini na veter boril v Sancho Pan, v temule Don Quixotu? Don Quixotu. Se pravi, da se boriš z nekdom, ki ni tam v bistvu, ne. Pa ni ta prava prispodoba. Bilo pa baluno, Sizifovo delo, bi jaz temu rekel. Biti glasbenik, bolj tako. Tomaž? Hot potato. Ali pa David versus Goliath, ne? Še to smo lahko. Ja. Kdo pa je Goliath, tle? Slovenska glasbena scena. Rok je Goliath. Po kosilu. Po studijskem micromanaging stilu definitivno jaz sem Goliath tam. Ne? Kje smo bili, kam smo zašli? Jesus Christ. Od mlina na veter smo prišli že v biblijski čas. Ja, mislim, logično, ne? Mlin na veter je v bistvu ponazarja Stay Awake komad, čeprav vem in me zanima, zakaj je temu tako, to bo tudi meni najbolj jasno. To lahko jaz razložim. Tle je največ vpliva prišlo od naše predrage menedžerke. Ona je v bistvu dala idejo s tem mlinom in z besedilom in to je v bistvu zelo zanimiva zgodba. Na vsake tok časa ima ponavljajočo se nočno moro. Kar je meni ful čuden, mislim tako, da isto stvar sanjaš dvakrat, ampak je tako nekim lih mal drugač, ampak se ponavlja recimo setting in ta setting je ta mlin. In zgodi se tako, da je neka oseba, ki je pri srcu, se tam pojavi in hoče iti v ta mlin, ona njej hoče tej osebi pač preprečiti vstop, ker ve, da se bo nekaj slabega zgodilo v tem mlinu, ampak še vedno ta oseba vedno ustraja in pač pride v ta mlina. Ne? In potem se vrata mlina zaprejo, začne se zbirati voda v mlinu in ta oseba potem potone. In naša predraga menedžerka vse to gleda skozi okno, ki ga ima mlin,
kako ta oseba počasi utaplja. In to je res taka zanimiva nočna mora, ki se je res zgodila večkrat in tako, da bomo komad o temu napisali. Ne? Tako je nastal Stay Awake in ta prispodoba mlina. Sicer pa več informacij o vas na spletni strani, ki jo imate. Ja, kaže Raj official band. Veš kaj je zabaven, tako on je naredil to spletno stran. Ja, se opravičujem. Mislim, jaz drugače skrbim za spletno stran, tako da če kaj ni... Zadnja novica je, da smo na imo prišli. Če kaj kdaj ni pa update, je to čisto moja krivda. In se opravičujem za nazaj in za vnaprej. Drugače pa čisto lepa spletna stran, tako da je fajn vsake toliko obiskati. Pa imamo tudi idejo za v prihodnje, recimo, kar bi bilo zanimivo tako za kakšnega poslušalca. Bomo uploadali recimo tudi kakšne note za, ne vem, kakšen šit od klavirja, mogoče od kitare, kitajskega, tako bo zanimivo. Kakšen lep riff, pa kakšno lepo melodijo, tako da lahko pač ljudje tudi igrajo sami doma. Mislim pa, da za družabna omrežja skrbi Maj. A res se vam zdi tako? Ja, tako sproti objavljeno, ažurirano. Ja, ne vem, ni čisto temu tako. Hvala Bogu. Če se le moram pojaviti na socialnih omrežjih, pridem pa se pojavim, ampak drugače pa to naša že prej omenjena menedžerka večinoma skrbi za te stvari. Tako da zato niso tako zelo točno objavljene, pa tako pogosto, kot bi lahko bile. Tukaj si se zdaj izkazal zopet kot bobnar. Raje v ozadju kot v spredju. Raj v ozadju kot v spredju. Edin v miksu, tam je treba biti pa zelo dominanten. Je kaj odrov, že kaj predstavljate material? Ne, šparamo se za turo zimsko, ki jo bomo odprli 16.1. v Ortobaru. In planiramo še, da bi se pojavili v vsakem koncu Slovenije, da bo vsakemu blizu. In takrat bomo predstavili oba albuma v celoti najverjetneje. Razen če pa kakšen komad res toliko beden, da ga noben ne hoče slišati. Ta falzet, ki sem ga preomenil, je bil zdaj lekar prikazan v naravnem okolju, zelo lepo vanje, zelo lepo. Thanks. Ja, to da spremljate spletno stran in socialna omrežja, če jo bo Tomaž posodobil. Obljubam, da bom. Se on gumb posveži, je gor levo zmeri, sam klikneš, pa se ona osveži. Ne zgleda tako težko se mi, vsaj v osnovi. Je pa še, dosti smo se sem vozili, je dečko nekaj, sem gledal, laptop je imel v naročju, neke kode tam pisal pa to, tako da spletna stran mora res ga zdaj pa res že sekata. Ja, mislim, nažalost ni bila spletna stran, s čemer sem se ukvarjal, ampak ja. Najavljate že torej drugi album konec leta oziroma proti koncu leta? Ja, novembra bomo izdali še drugo polovico tega dvojnega albuma. Zanimivo je, prej smo se pogovarjali o teh epih. Ja, jaz bi rekel, da je album. Kakor sem pogledal na Wikipediji, piše, da vse čez 30 minut je načeloma že album in lih to se nekako hotel doseči. Teh 5 komadov v obeh albumih prije lih čez 30 minut. Tako da, pa jaz sem vedno bolj, vem, da sem si jaz vedno bolj poslušal, vedno sem preposlušal vse pesmi v albumih, ki so jih imeli malo. To se pravi, če je bilo tako 20 pesmi, ne vem, nisem prišel do konca. No. Tudi če je bila minutaža približno ista, ampak če pa tako 5 pesmi, res vsako lahko vsaj začetek na hiter preposlušaš, pa da vidiš, a je to nekaj, kar te zanima ali ne. To jih je samo 5 pa 5, kar se da prilagojeno na ta short attention span. Ne. V kakšno smer bo še drugi album? Podobno. Vse so komadi bili, tako, kar se kronološkega tiče, je vse bilo tako. Niso to zdaj novejši komadi, ampak je še vzmer vse. Kakšni so starejši, kakšni so novejši, ampak ni tako, da bi bilo kakšen odstopanje hudo. Žanrsko bi rekel tudi podoben, ta Frederik je nekako kot cinema. Pa se kakšen pojav, ki je malo bolj tak res rockerski, da ni tako zelo heavy. En je malo bolj heavy, en je tudi malo bolj heavy, kva pa je pol še. En je pa tudi malo heavy. Tako da smo nekako temno. Lahko, če vam je všeč prva polovica plate, vam bo druga še bolj. Pa prva balada? Prva balada se bo pojavila na drugi. Kvazi. Ja, je. Ja, se je. Ja. Ja, Bob, ne bom zžgal še vsem, sorry. Na baladni način. Ja, tako nežno, ampak suvereno. Kot se vžge v romantičnih sferah, a ne. Še eno vrtimo za konec, to bo Cinema. Ja, črna ovca oziroma rdeča ovca tega albuma. Cinema je definitivno nekaj, čemur bi rekel magnum opus v svoji dosedanji karieri. Definitivno je najbolj unikaten komad, ki ga imamo, poleg Frederika, se mi zdi. Tudi v spot je šlo ogromno enih idej, v glasbi je ogromno enih idej in res je poseben
komad. In to ne rečem zlahka, zato ker sem načeloma zelo, zelo samokritičen, ampak od tega vem, da sem res vložil vse, kar sem lahko in res je nekaj posebenega. No. In tudi se mi zdi, da ljudje so zelo pozitivno sprejeli to smer, ki jo ima ta Frederick pa Cinema, kar me je malo presenetilo. Sem ful mislil, da ne bo to tako dobro prišel skozi, kot je. In zato sem zdaj zelo, zelo radoveden, kaj si bo širša publika mislila o Cinema, ko jo bodo slišali. Video spot lahko najdete na YouTube. Kakšne filme najraje gledate v kinu? Že dolg časa nisem bil v kinu, pa tudi film me zadnje čase malo minil kot format vsebine, ki ga uživam. Drugače pa take kakšne drame, thrillerji, kriminalke, v tem smislu, no, tako je. Ja, jaz pa sem filmoman, no, za razliko od Maja, pa kar gledam, ja. Imam svoj Excel, kjer imam, ne vem, zdaj že 2000 filmov, ki so mi bili tako top, ki bi jih priporočil recimo nekomu. Tako da tisti, ki pa niso prišli v ta Excel, mislim, jih je pa še toliko več, ne. Tisti se bi pa niso bili tako všeč. Drugače pa ne vem, sci-fi, kakšne komedije. Kakšni taki, kjer se prelivajo žanri, tudi v filmih me je ful zanimivo. Tako da... Koliko je filmov nasploh vse skupaj? Če jih imaš 2000 v njih, ki so ti cool, koliko je še v njih, ki ti niso cool? Mislim, kakšna je, a imaš cifro, tako kot ti sešteva vse to? Ne vem, a je možno, da sem pogledal 5000, med 5000 pa 10 000 filmov? A je to možno? Ne vem, moram zračunati. Se da zračunati, čakaj. Da ne bom zdaj neki čist nerealne grip. Bo Maja vklopil v kalkulator. Zdaj računam tako, da se vrnem nazaj z rezultati v minuti. V tem času bo še pa Vanja povedal, kakšne filme on gleda. Ja, jaz načeloma tudi pogledam vse, kar mi pride pod roke. Sicer sem tudi bolj fan kakšnih serij zadnje čase, sploh kakšni Game of Thrones, zdaj gledava Gravity Falls, ki je sicer risanka za malo mlajše, ampak ima toliko absurdno visoko oceno na IMDb in me je zanimalo, zakaj. In zdaj, ko so pri drugi sezoni, me še vedno malo zanima, zakaj. Ker se je v redu, ampak ni pa toliko v redu, da bi si zaslužil 9,1 od 10. Medtem, ko ja, Dune 2, 28 Days Later, zdaj, ko je v kino, bi tudi toplo priporočil. Vsak film, ki je tako malo bolj, nočem reči, prizadet, ampak imaš kakšne filme, ki so res, sploh v tem obdobju, ko imamo toliko enih serij, se vse navezuje, pač iz epizodo v epizodo in sploh z Marvelom in DC-om je ogromnega povezovanja med filmi in res je že neka redkost, da pride ven film, ki je sam po sebi dober od začetka do konca. Ne vem, The Menu, nekaj, kar ni del neke franšize in te so mi načeloma po moje najbolj zanimivi za pogled, ker so res samo en in to je to. In to je ta old school cinema. Zdaj pa še preverimo, kaj je naš kalkulatorski guru izračunal. Ja, mogli smo pa stvari predvidevati, ne? Recimo, da je pogledal 5000 filmov na 2 uri na kos. To nanese na nekje 416 ur gledanja filma, kar je nekako možno, smo ugotovili. Je Tomaž ocenil svoj življenjski stil, pa prosti čas, ki ga ima in namenil gledanju filmov in je nekje 316 ur svojega življenja preživel za ekranom. Ne, če popravim to kalkulacijo. V bistvu sva pol, ne, to je bila prva kalkulacija, pa sva pa druga kalkulacija izvedla, 10 000 filmov, to bi pomenil 2 uri gledanja pač en film na dan 15 let, pač v 15 letih, ne. Kar se mi zdi realno, tako da je to realna cifra, 10 000 filmov v 15 letih, enega na dan. Tako. Upam, da si od vsakega malo vsebine zapomnil. Ja, nekaj sem si, ampak leta že delajo svoje, tako da bi mogel zdaj bi mogel še enkrat tiče za vse. Lahko ponoviš. Ampak potem ne bo časa za klaviature pa za glasbo. Ja, se to. Nimam toliko časa za filme, drugače sem pa velik filmoman. Pa tudi zdaj, tako zadnja leta, mogoče malo se ta format uklanja drugim formatom, no, tako kot je Maj rekel. Tako nasplošno naša koncentracija se krajša, pa tudi zdaj filmska industrija se spreminja. Ampak me zanima, kakšni bodo naslednji formati. Zdaj ta filmska industrija, kaj je na sceni, kakšne 150 let, ne vem točno. Pač kaj bo prišlo za tem, ne? Bomo videli. Cinema za konec tega pogovora z albuma Reason, Vanja, Tomaž in Maj, hvala, da ste se oglasili v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Najlepša hvala in se vidimo za naslednji album. Konec leta. Konec leta, tako, za Božič.
bomo prinesli album za darilo. Ja, se vidimo. Čau. Hvala tudi vam za čas in lep dan še naprej. Welcome! Welcome! Take a seat and enjoy the show. Lift up the curtain and start to sing. Bring out the treasure on the O-ring. Drawing the crowd in, your attention is king. Look at me people and hear my words. I have a secret and I have a curse. The part I present is inspired by real events in verse. Ladies and gentlemen, boys and girls, take a step into the unknown. Can you feel the sensation brewing inside? Do you feel the fear? Do you wanna hide? Welcome to my cinema. I've been waiting for so long. Welcome to my cinema. I'm here to entertain and here to wash away your concerns of a world gone mad. The actors today, the theatre's a disgrace. All bliss, no class, and atrocity of the days. The cult of personality, cultivating content cocks all neatly gather for the call for another mediocre show. No passion in their lives, no magic in the words. Their bodies as emotional as the string little birds. I wanna kill them all, cut the strings and watch them fall, but my hands can seem to hold, won't touch anything at all. No matter, my presence remains, and so it shall be. The spotlight will always belong to me. Give me the script, I'll play any part. I'm meant down for drama and stuff they belong. Welcome to my cinema. I've been waiting for so long. See my act and clap and laugh. I'm here to entertain and here to wash away your concerns of a world gone Preacher, oh preacher, won't you tell me why? Why am I stuck in this fatal demise? Why am I cursed this way? I've done no wrong. I only wish to bring joy in a song, to sing and to act in a spotlight display, but no one can hear me or see me play. Welcome to my cinema. I've been waiting for so long, but no one sees my act or collapse. And why I cannot say, perhaps my judgments may have finally paved way to a curse I can't deny. Eternally in shame for others to portray these roles I could never do myself. Perhaps my judgment day has finally arrived. I apologize. I just got so absorbed. I didn't mean to scare you. Please, don't be afraid. I would never hurt you. But the fact seems to remain, I could never admit my shame for someone to play this game better than I. But
I'm getting ahead of myself. The show isn't over, and I'm running out of time. So, goodbye, goodbye. I'm sad to see you go. Goodbye, goodbye. Remember this show. Let the lessons inspire and light up the fire within your heart. Let imaginations run wild and awaken the child inside. And do come again! Zdravo, poslušate Radioaktivno in z vami je Raj.